drugega, koliko spodbujajo. Drugače pa povej, da so tle noter vse naravni materiali, vse, kar je v kleti. Ja, jaz sem dec, pa lahko delam samo eno stvar naenkrat. Tako da bom te prvo natočil, v redu? Ja, ti pomagam? Ne, sem šlo, ampak si zelo verjasno. Bom jaz tam. Zdaj bomo najprej poskusili našo penino Marijo Brut. To je letnik 2015. Običajno dam roze iz modre frankine, ampak se rekel, danes pa bomo probali nekaj drugega, da bom malo bolj pestro probal narediti. 40 mesecev je ležala na finih drožeh, 8 gramov nepovretega sladkorja, se pa z vsakim vinom hočemo dotakniti lokalnosti in v Mariji je 30% rumenega plavca, to je stara sorta, zelo stara sorta in 70% šardoneja. Tako da v bistvu je malo drugačna, ima dotik lokalnosti, pa vas povabim, da si kar vzamete kozarčke, pa bomo poskusili. Kaj to pomeni, da je ležala na finih drožeh? Aha, ok. 4 besede o peninah rečemo, bom na hitro probal podnazoriti. Evo, zraven smo vam pripravili našo hišno pogačo, potepačo. Tale je iz serom in iz špehom krškopolca. In če kdo slučajno ne je mesa, malo s semenčki. Jaz mislim, da tisto, ko ne je mesa, je na narobni študijski tori. Ok. Ker dan si tema krškopolc. Tako. Jaz lahko povem, kot bivša vegetarijanka, skoraj 10 let, koliko sem srečna, da sem šla spet nazaj na meso. No, to je to. Veste, drugače pa vsi naši mesni izdelki, ki jih bomo poskusili v kleti, so pa vegetarijanski, ker naši prašiči jejo samo zelenjavo. Ampak ok, če rečem 2-3 besede, samo, ker ste mi omenili, kaj pomeni 40 mesecev na drožeh. Glejte, penino pridelujemo po klasični metodi, kar pomeni vrejanje v steklenici in najprej pridelamo klasično vino, vse v glavnem ta postopek zelo dobro si poznate, klasično vino, ki ga v poletnem času naslednje leto napolnimo v šampanjske steklenice, zraven dodamo kvasovke in 25 gramov sladkorja na liter. Kvasovke, ta sladkor prevrejo v alkohol, zraven nastane CO2, CO2 pač ne more iti ven, ker je zaprta vsaka steklenička z kronskim zamaškom in rata noter tlak. Ko pa zmanjka sladkorja, kvasovke padejo na dno, vidimo usedlino spodaj in čas zorenja na usedlini, v bistvu, če naredimo vse vrhunsko, nam čas zorenja v usedlini začne zelo dvigovati kakovost penine. To, ki imamo v kozarčkih, je zorela 40 mesecev in smo lahko z ponosom povem, da smo lani na tekmovanju v Londonu, Glass of Public, v bistvu cel svet tekmuje z penečimi vini v najvišji kategoriji, to je kategorija gastronomik, dobili zlato medaljo, kar sem zelo ponosen in vesel in je potrditev v tem. Tako, 2 penini imamo, penino Marija Rosa, to je roze iz modre frankine in Brut je bela iz šardoneja in rumenega plavca. To so umerne kvasovke. Štajerka pa to ne veš. Ja. Tako, droži so odmrle kvasovke, ja? Droži so v bistvu tisti del mošta, ki so vse. Umrejo pa iz 2 razlogov. Ali zmanjka cukra, ali pa je preveč alkohola, ne? Tam pri 16-17 umrejo vse, ne? No, ta drug razlog bomo probali čisto na koncu. Ja, dobro. Takole. Kako se vam zdi penica? Je malo drugačna, je kaj samo svoja, v bistvu, ker nastopa zraven plavec. Drugače,
pečete. Ja, moja stara mama je pogačo že vedno pekla, ko so prišli kakšni obiski, tako za dobrodošlico. In smo se odločili, ko smo začeli z degustacijami leta 2015, da v bistvu bomo za dobrodošlico vedno spekli svežo pogačo. Povejte, da je odlično spekla. Ja, danes je spekla to moja sestra, Mirjam. Tole pa je Jernej, da ga predstavim. Moj veliki prijatelj, njen fant. Jernej je tudi zelo veliko pomagal. Včeraj smo bili na festivalu, pa njen tudi skupaj. Tako da idu jeseni pri delu v kleti smo kar veliko sodelujemo. Evo, jaz vas bom povabil, da bomo šli zdaj počasi Jernej, lahko še gremo. Kar vzamemo, vsak svoj kozarček kar obdržimo, pa bomo šli v našo zorilno klet, pa tam mečken še poskusimo par stvari, pa kaj probamo. Ampak tole pogačko bomo pa skoro zdaj.